Ja, prav najlepša hvala za te prijazne uvodne besede. Hvala lepa tudi vsem vam, ki ste danes izkazali interes za mojo temo s svojo prisotnostjo. Tukaj na tej točki se zahvaljujem tudi še posebej Mestnemu muzeju, ki je dogodek omogočil in ga organiziral. Moje ime je Peter Černe in bom nocoj spregovoril o sklonih v slovnici madžarskega jezika. S to temo sem v študijskem letu 2021-2022 zaključil magistrski študij splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pri splošnem jezikoslovju gre za posebno področje znanstvenega vedenja, ki se ukvarja z identificiranjem oziroma izpeljevanjem univerzalnih načel, ki naj bi veljala za vse naravne človeške jezike sveta. In prav v tem univerzalnem duhu danes bomo tudi gledali na sklon kot na pojav, kot na kategorijo znotraj slovnic sveta, ampak ne bomo gledali na sklon samo kot pojav kot tak, ampak se bomo posebej osredotočili na prav posebno vprašanje znotraj tega področja. In sicer znotraj madžarskega jezika spraševali se bomo, koliko sklonov pravzaprav razodeva madžarska slovnica, koliko sklonov operira znotraj madžarske slovnice. Morda je za naravnega govorca slovenščine takšno spraševanje nekoliko nenavadno, nekoliko tuje, morda celo malce čudaško, kar je pravzaprav popolnoma upravičeno mišljenje, zato ker Slovenci, kot vemo, že iz osnovnošolskega izobraževanja in naša slovnica izkazuje samo 6 sklonov, znamo jih seveda našteti, se po njih spraševati in nikoli ni bilo kakšne posebne dileme glede tega, koliko jih je in kako delujejo znotraj slovnice. Madžarščina pa tukaj izkazuje nekoliko bolj kompleksne probleme, zato ker je tudi sistem sklonov v madžarščini veliko kompleksnejši. Sklonov je v madžarščini veliko več, zato je popolnoma naravno pričakovati, da bo tudi do takšnega osnovnega spraševanja o tem, koliko sklonov pravzaprav deluje znotraj slovnice, tudi prišlo. Znotraj te predstavitve bo tudi potem postalo jasno, da madžarščina s svojimi skloni slovensko situacijo glede sklonov popolnoma presega. Videli bomo, da znotraj madžarščine obstajajo skloni, ki so za naravnega govorca slovenščine nekaj popolnoma nepredstavljivega. Naše sklonsko obzorje, naše znanje o sklonih se bo tukaj v veliki meri razširilo z raznimi madžarskimi skloni, kot so recimo kauzativ ali pa superesiv, morda translativ ali pa multiplikativ, distributiv. To so neke ideje, ki so izražene preko sklonov, za katere pravzaprav slovenski naravni govorec nima kakšne posebne predstave. Torej, kako se bomo lotili današnjega problema zamejevanja madžarskega sklanjatvenega vzorca, torej določanja števila sklonov v madžarskem jeziku? Šli bomo po principu izločevanja. Prevzeli bomo izhodiščni nabor madžarskih sklonov, to so tisti skloni, ki so bili nekako od nekdaj prisotni znotraj madžarske jezikoslovne tradicije, potem pa bomo na podlagi univerzalnih načel, ki velja za vse jezike sveta na splošno, zgradili oziroma izpeljali 4 kriterije, ki jih bomo potem aplicirali na to izhodiščno vsoto sklonov, in tisti skloni, ki bodo prestali zahteve vseh 4 kriterijev, bodo lahko smatrani za resnične sklone slovnice madžarskega jezika. Torej, kako pa je to apliciranje kriterijev potekalo in kakšne rezultate je dalo, si bomo pogledali v nadaljevanju, tako da kar predlagam, da preidemo na program nocojšnje predstavitve. Torej, za začetek bomo izgradili nekakšno podlago, iz katere bomo začeli našo debato. V tej fazi bomo predstavili nekatere osnovne teoretične pojme z področja teorije sklona. Tukaj bomo mogoče kakšno znanje osvežili. Vse pa, kar bomo tukaj povedali, nam bo tudi prišlo prav v nadaljevanju te predstavitve. Potem bomo prešli na izhodišče, ki ga bomo postavili na to podlago. Tukaj bomo posebej govorili konkretno o madžarskem sistemu sklonov in potem bomo primerjali 3 študije, ki predpostavljajo že vnaprej določeno število sklonov. Na podlagi teh primerjav bomo videli, za kakšno variabilnost na področju tega vprašanja pravzaprav gre. Namreč obstaja ogromno teorij, ogromno privzetih sklanjatvenih vzorcev, ki so po količini sklonov zares različni. To bomo vse videli v nadaljevanju. Potem bomo aplicirali naše kriterije. To so 4 kriteriji: kriterij pogostosti uporabe, distribucijski kriterij, morfološki kriterij in pa skladenjski kriterij. Preverjali bomo njihova merila, preverjali bomo njihove rezultate in potem te kriterije tudi nekoliko kritično ovrednotili in povedali nekaj tudi o njihovi veljavi za našo analizo.
Nazadnje pa bomo našo debato, našo analizo zaključili s povzetkom in še z nekaterimi preostalimi odprtimi vprašanji. Torej, če začnemo z našo podlago, tukaj lahko najprej povemo nekaj o samem pojmu sklona. O sklonu lahko govorimo v okviru širšega pogleda in v okviru ožjega pogleda. Znotraj širšega pogleda lahko rečemo, da je sklon obliko spreminjevalni pojav. To pomeni, da lahko znotraj povedi, da se kot posledica delovanja sklona se znotraj tvorjenja povedi zaradi prisotnosti določenih elementov samostalniške besede v povedih spreminjajo. Torej, tisti delovalnik, tisti mehanizem, ki deluje v ozadju tega spreminjanja, je sklon. Zato rečemo, da je to obliko spreminjevalni pojav. Vidimo tukaj par preprostih primerov. Recimo ob glagolski obliki gradim ne moremo reči gradim hiša. Takšne oblike ne moremo postaviti ob to glagolsko obliko. Tukaj vidimo zvezdico. Zvezdica tukaj v jezikoslovju označuje neslovničen primer. Samostalniško besedo hiša moramo postaviti v tožilniško obliko gradim hišo. In to zaradi zahteve glagola. Glagol je torej tisti element, ki povzroča spremembo na samostalniški besedi in v ozadju tega je delovanje sklona. Podobno je tudi v primeru glagola zaupam. Ne moremo reči zaupam prijatelj, ampak moramo nujno uporabiti dejavniško sklonsko obliko zaupam prijatelju. Vidimo tudi, da je takšen element, ki povzroča spremembe znotraj povedi na samostalniških besedah, tudi predlog. Tukaj recimo vidimo v zahteva ob sebi nujno samostalniško besedo v sklonski obliki za mestnik in ne za imenovalnik. Tukaj vidimo spet zvezdico, v hiša je neslovničen rezultat, nujno moramo uporabiti to sklonsko obliko. Mogoče na tem mestu ni neumno omeniti še nekaterih drugih izrazov, ki nam bodo naprej prišli prav, recimo osnova in sklonilo. Kako nastajajo sklonske oblike? Na osnove, recimo tukaj primer stol, bomo aplicirali sklonila, torej v imenovalniku nič to sklonilo, potem v rodilniku sklonilo a in potem v dejavniku sklonilo u in tako naprej in tako naprej. Ko se sklonilo aplicira, ko se pripoji na osnovo, rečemo, da je osnova v določeni sklonski obliki. Torej, ko na osnovo stol pripnem sklonilo a, dobim to osnovo v sklonski obliki za rodilnik. Vsem skupaj pa rečemo morfološka struktura. S tem se bomo v nadaljevanju še srečali, zato je koristno, da to na tej točki omenimo. Ker pa se seveda sklonilo v madžarščini in slovenščini aplicira na desni konec osnove, rečemo, da se pripne. In zato temu delcu rečemo tudi pripona. Natančneje pa sklonilo, ko govorimo o sklonih. Potem v okviru ožjega pogleda na sklon pa lahko rečemo, kateri so tisti členi, kateri so tisti gradniki sistema sklonov v določeni slovnici. Tukaj na tem področju lahko potem konkretno identificiramo sklone in jih tudi naštejemo ter poimenujemo. Recimo za slovenščino velja, kot smo že prej omenili, da je teh sklonov 6. Imenovalnik, rodilnik, dejavnik, tožilnik, mestnik in orodnik. Toliko o ožjem pogledu na sklon. Zdaj pa prehajamo na to, kaj je v slovnici osnovna funkcija sklona. Rečemo, da je to relacijska funkcija sklona. Ta funkcija je relacijska, zato ker je sklon v slovnici zadolžen za vzpostavljanje odnosov oziroma relacij med stavčnimi členi znotraj povedi. Sklon je torej tisti, ki vzpostavlja recimo relacijo med glagolom in pa neko samostalniško besedo. Tej relaciji pa rečemo sklonska relacija. In neko vidno človeku zaznavno znamenje, da je ta sklonska relacija zares vzpostavljena, je sprememba sklonske oblike. In teh sklonskih relacij je potem tudi več tipov. Poznamo recimo osebek, prejmi predmet, neprejmi predmet in relacija osebka se ponazori z imenovalniško sklonsko obliko, relacija prejmega predmeta se ponazori s tožilniško obliko, relacija neprejmega predmeta pa se ponazarja z dejavniško obliko. Na tem madžarskem primeru vidimo zelo kompaktno vse te tri vzpostavljene sklonske relacije. Torej ta poved Adam Csomagot kult editnek ponazarja tri samostalniške besede, ki so svojo obliko spremenile v odnosu do glagola kult. Torej, Adam kot osebek je privzel sklonsko obliko imenovalnika, potem Čomak kot paket, torej kot prejmi predmet je prevzel tožilniško sklonsko obliko in nazadnje še samostalniška beseda edit je prevzel dejavniško sklonsko obliko kot neprejmi predmet. Torej, vidno znamenje, da se je sklonska relacija zares vzpostavila, je sprememba neke osnove v
sklonsko obliko. V tem primeru nepremega predmeta v dejavniško sklonsko obliko. Tako, zaradi posebnih značajev sklonov, zaradi njihove uporabe in pomena, pa lahko znotraj nekega sklonskega sistema sklone tudi posebej klasificiramo. Na najbolj osnoven način jih lahko razvrstimo na dve skupini, to so recimo skladenjski skloni in pa semantični skloni. Razlika med temi je v tem, da imajo skladenjski skloni zelo abstrakten pomen, pravzaprav pomen ni tista dimenzija, ki bi jo v zvezi z skladenjskimi skloni prav posebej poudarjali. Stvar skladenjskih sklonov je pravzaprav v tem, da se pojavljajo kot zahteva slovnice, pojavljajo se kot odgovor na to, kar zahteva slovnica. Recimo, največkrat so v slovnicah jezikov skladenjski skloni imenovalnik, tožilnik, tudi dejalnik, recimo, čeprav je v literaturi to vprašanje dejalnika kot skladenjskega sklona nekoliko sporno. V slovenščini bi pa recimo lahko rekli, da je rodilnik skladenjski sklon, zato ker ga zahteva slovnica. Namreč vsakič, ko hočemo karkoli zanikati, moramo uporabiti samostalniško besedo v rodilniški sklonski obliki, torej odgovarja na pravila slovnice. Temu nasproti stojijo semantični skloni, te so morda nekoliko bolj slikoviti, nekoliko bolj zanimivi, njihov pomen je konkretnejši, namreč pred nas slikajo določene semantične okoliščine. V slovenščini recimo sta to mestnik in orodnik. Mestnik je tisti sklon, ki nam sporoča informacijo lokacije, orodnik pa je tisti sklon, ki nam sporoča, da operiramo z nekim sredstvom. Kot sem omenil, to področje je zares zelo zanimivo. Ko sem sam raziskoval jezike z vidika sklona, sem naletel na marsikateri zanimivi sklon, ki je slovenskemu naravnemu govorcu popolnoma nepredstavljiv. Recimo v drugih jezikih srečamo kakšen abesiv. Abesiv je tisti sklon, ki ponazarja odsotnost nečesa, se pravi, da nečesa nimamo. Potem recimo kakšen komitativ, ki govori o tem, da nas nekdo spremlja, da je nekdo v našem spremstvu. Tudi komparativ najdemo, to je tisti sklon, ki se uporablja specifično za primerjanje dveh stvari. Najbolj zanimiv sklon, na katerega pa sem naletel, pa je bil aversiv oziroma evitativ, tudi v literaturi poimenovan. Ta sklon izhaja iz avstralskih aboričinskih jezikov in pravzaprav pomeni, da se hočemo nečemu izogibati oziroma da se nečesa bojimo. To so zelo globoke ideje in prav fascinantno je, da so lahko izražene s skloni. To je res mene, čutim sam kot naravni govorec slovenskega jezika, da to sposobnosti, pravzaprav izrazne zmožnosti slovenske slovnice to popolnoma presega. Tako, prehajamo torej na naše izhodišče, tukaj bomo našo osnov nekoliko bolj konkretizirali in se bomo kar posvetili številu madžarskih sklonov v literaturi. Torej, v raznih slovnicah, v raznih raziskavah so bili že prevzeti razni sklanjatveni vzorci, nastale so tudi različne teorije, ki so že postavile različna števila sklonov v madžarski slovnici in celota vseh teh teorij in prevzetih sklanjatvenih vzorcev pravzaprav pred nas postavlja razpon rezultatov. Tiste teorije, ki so prišle do najnižjih rezultatov, predpostavljajo 16 ali pa 17 sklonov, tiste, ki pa predlagajo najobširnejše sklanjatvene vzorce, pa se ustavljajo šele pri 27 sklonih ali pa pri šele 28 sklonih. Največ je takšnih teorij, ki predlagajo število sklonov tam nekje med 23 in pa 25. Tukaj bom najprej predstavil nek privzet sklanjatveni vzorec, iz katerega sta izhajala tukaj dva raziskovalca, Spencer in Stump v svoji raziskavi iz leta 2013. One dva sta privzela 3 madžarske skladenjske sklone, torej imenovalnik, tožilnik in dejalnik. Potem sta tukaj predstavila prostorske semantične sklone. Za uralske jezike, med katere sodi tudi madžarščina, je tipično, da se znotraj semantičnih sklonov nekateri prav posebej združujejo v nekakšen podsistem prostorskih sklonov. V tem podsistemu je zelo zanimivo, da združuje sklone, ki lahko izražajo vse sortne prostorske relacije. Tukaj imamo praktično vse. Vidimo recimo primere k knjigi, od knjige, na knjigo, z knjige, vse. In če to primerjamo s slovensko slovnico, stvar postane še bolj zanimiva. Namreč, če hočemo recimo izraziti isto idejo v madžarščini in slovenščini, recimo primer vstopim v hišo, bodo v madžarščini Madžari lahko uporabili poseben sklon za to. Bemedjeg ahazba. To je prav posebna sklonska oblika, ilativna sklonska oblika, ilativ vidimo tukaj, pomeni gibanje v notranjost, v slovenščini pa seveda takšne sklonske oblike ni. V slovenščini si moramo pomagati s predložno zvezo, torej s predlogom in pa s samostalnikom v tožilniku, zato ker drugih sklonov, ki bi to presegali, žal nimamo. Zato je prav ta podsistem prostorskih sklonov v madžarščini tako izredno zanimiv.
Zadnja skupina pa so znotraj semantičnih sklonov še neprostorski semantični skloni. Spencer in Stump sta tukaj predlagala 6 teh semantičnih sklonov. Tukaj bi mogoče po svoji zanimivosti oziroma po njuni zanimivosti izpostavil posebej translativ in pa formativ. Translativ je tisti sklon, ki sporoča idejo transformiranja, idejo spreminjanja. To je spet ena taka zelo globoka ideja, za katero je pravzaprav neverjetno misliti, da bi jo lahko izrazila neka ena sama sklonska oblika. Za slovenščino je to zopet nekaj presegajočega. Potem pa formativ, ki bi si ga bilo dobro zapomniti zaradi nadaljnega poteka naše analize, namreč to bo tisti sklon, ki bo za našo analizo še najbolj problematičen. Sporoča pa, da je nekaj v funkciji nečesa, nekaj funkcionira v tem primeru kot knjiga. Torej, celokupno, če napravimo vsoto, sta Spencer in Stump predlagala 3 skladenjske sklone, 9 prostorskih semantičnih sklonov, ki se združujejo v podsistem, in pa 6 neprostorskih semantičnih sklonov, torej celokupno 18. V nadaljevanju bomo ta privzeti sklenatveni vzorec primerjali še z drugimi, ki so bili predlagani. Recimo 22 sklonov je bilo privzetih v raziskavi od Moravčik iz leta 2003, torej vsi prej našteti iz predhodne raziskave in še ti 4, potem pa še sklenatveni vzorec, ki je bil predstavljen v slovnici madžarskega jezika po Keneši, Vagu in Fenveši iz leta 1998. Ta sklenatveni vzorec pa ob boku vsem tem 22 prejšnjim postavlja še teh 5. Med temi bi posebej lahko izpostavili modal esiv in pa multiplikativ. Te skloni so zelo sumljivi. Na začetku smo namreč povedali, da se sklon aplicira na samostalniške besede. Ti 3 skloni pa se aplicirajo na pridevniške besede. Bekitu pomeni spravljiv ali pa recimo halk pomeni tih. V primeru multiplikativa se sklon celo aplicira na števnik, kar je za splošno teorijo nekaj popolnoma nenavadnega oziroma celo zgrešenega. Kajti povedali smo, da se skloni aplicirajo na samostalniške besede in ne na pridevniške besede. To pomeni, da lahko sumimo že sedaj, da bodo te 3 skloni eni od tistih, ki bodo zagotovo iz naše analize izpadli. Torej, naše dejansko izhodišče so že omenjeni tradicionalni skloni. To so tisti, ki so bili prisotni v madžarski jezikoslovni tradiciji že nekako od nekdaj. Teh je vseh skupaj 28. Našo analizo pa bomo začeli s 27, namreč rodilnik bomo tukaj izvzeli in se z njim ukvarjali šele na koncu našega procesa. Vidimo pa seveda tudi iz teh 3 raziskav, ki smo jih primerjali, da bodo najbrž neprostorski semantični skloni tisto glavno žarišče problematike. Namreč, ko smo videli, so vse 3 raziskave, ki smo jih predstavili, priznale 3 skladenjske sklone in potem 9 prostorskih semantičnih sklonov. Na področju neprostorskih semantičnih sklonov pa so se zelo razlikovale. Namreč, ta raziskava je predlagala 6 neprostorskih semantičnih sklonov in še te 4, ta pa je tem 10 iz te raziskave dodala še teh 5. Tako da je ta številka tukaj zelo variabilna. Sedaj pa prihajamo na prvi kriterij, ki ga bomo aplicirali. To je kriterij pogostosti uporabe sklonov oziroma bolj strokovno kriterij produktivnosti. Pojav produktivnosti v jezikih lahko ponazorimo recimo z primeri iz angleščine. Gre za to, da opazujemo, katere pripone se pogosto pojavljajo v jezikih, katere zelo pogosto uporabljamo. Recimo tukaj imamo 2 priponi, ki na samostalniških besedah v angleščini napravita množino. Tukaj imamo eno zelo produktivno pripono, to je pripona s. To pripono vidimo v angleščini praktično ves čas. Z njo lahko označimo tudi razne novotvorjene osnove v angleščini, na njih bi lahko množino ponazorili s to pripono. To pomeni, da je torej visoko produktivna. Potem tej nasproti pa postavljamo še pripono za množino en, ki se pojavlja recimo v primeru child, ki postane children. In kot vemo iz angleščine, je takšna množinska oblika tvorjena z pripono en precej redka. To smo zmeraj smatrali kot neke sorte izjemo pravzaprav. In tudi raznih novotvorenih osnov gotovo ne bi tvorili, množine gotovo ne bi izpeljevali s takšno pripono, ker nas zagotovo ne bi nihče razumel. Ta pripona je torej nizkoproduktivna, ker se pojavlja izjemno redko oziroma je ne bi uporabljali za ponazarjanje množine na raznih novotvorjenih osnovah v angleščini. Toliko o produktivnosti. Na madžarščini pa ta pogostost izgleda nekako tako. Znotraj madžarskega sistema sklonov imamo nekatere sklone, ki se seveda izjemno redko pojavljajo.
To so recimo, tukaj imamo primer esiva. Esiv se uporablja skoraj da izključno v primeru, ko govorimo o jezikih. Recimo beszélsz magyarul pomeni govoriš madžarsko ali pa še na drugih jezikih. Potem v primeru lokativa govorimo o sklonu, ki se aplicira samo na majhno peščico naselbinskih imen in praktično na nič več drugega. V primeru imena za kraj Peč se uporablja. Pečec pomeni v peču. Izjemno redka oblika. Nazadnje pa omenimo še primer iterativa. Iterativ pa ponazarja ponavljalnost in se aplicira praktično samo na nekaj samostalnikov, ki govorijo o časovnosti. V primeru letnih časov, recimo tukaj imamo njar, pomeni poletje, njaronta pomeni vsako poletje. Poleg tega pa lahko rabo te sklonske oblike nadomestimo tudi s kakšnimi drugimi jezikovnimi sredstvi, recimo lahko rečemo minden njaron, pomeni isto kot njaronta. In zaradi te svoje redkosti je status pravih sklonov za te tri sklone pravzaprav zelo šibek. V nadaljevanju bomo iz naše analize zaradi te nizke produktivnosti izločili iterativ in pa lokativ, in sicer na podlagi avtoritete jezikoslovca Ferenca Kieferja. Tako da ta dva sklona sta iz naše analize izločena. Problem tega kriterija pa je v njegovi precejšnji neučinkovitosti. Zakaj? Zato, ker se v analizah na splošno zelo nedosledno uporablja, zelo nedosledno se implementira. Ko pregledujemo literaturo, vidimo, da so različni avtorji bili različno strogi glede tega, kaj je dovolj produktivno, da je lahko sklon in kaj ni dovolj produktivno, da torej ne more biti sklon. V literaturi torej vidimo predvsem en skup mnenj in pa sodb in pravzaprav ničesar zares globoko zakoreninjenega v dejstva. Izjemno težko je seveda tudi določiti tisti prag, ki bi nam povedal, kdaj je neka pripona premalo pogosta, da bi bila lahko sklon. Torej, zaradi te nedoločenosti v zvezi z rabo kriterija pogostosti, rezultatov tega kriterija v naši analizi ne bomo upoštevali izven tega, kar je določil Ferenc Kiefer. Na podlagi njegove odločitve smo izločili sklona iterativ in pa lokativ. V nadaljevanju se bomo poglobili v naslednji kriterij, to je distribucijski kriterij. Distribucija v jezikoslovju pomeni vsoto vseh okolij, v katerih se nekatera pripona pojavlja. In v okviru tega bo za nas zelo zanimiva raziskava, ki jo je leta 1961 napravil madžarski jezikoslovec Laszlo Antal. Njegov pristop k problemu realnega števila sklonov v madžarski slovnici je zelo zanimiv in je že takrat vzbudil veliko zanimanje. Marsikdo je v njegovem pristopu videl nekaj zelo inovativnega. Njegova ideja je bila v tem, da je pregledoval, kako se razna domnevna sklonila kombinirajo z različnimi vrstami osnov. On je torej izbral po neki svoji lastni presoji določen nabor osnov, ki so bile po svojih besednih vrstah različna, in potem preverjal, katera domnevna sklonila se lahko aplicirajo na največ različnih osnov. On je tukaj, recimo tukaj sem izpostavil primer 4 takšnih osnov, recimo zaimki, oziroma 5 takšnih osnov zaimki, potem množinske oblike samostalnikov, svojinske oblike samostalnikov, pridevniki in pa števniki, in sam je ugotovil, da je takih pripon, ki se lahko na vse izbrane osnove aplicirajo, celokupno 16, tem pa je dodal potem še imenovalnik, ki ga je a priori prevzel kot sklon in dobil rezultat 17 sklonil. Priznal je 3 skladenjske sklone in potem še celoten podsistem prostorskih semantičnih sklonov in pa 5 neprostorskih semantičnih sklonov. Tudi distribucijski kriterij je precej pomanjkljiv, namreč distribucija sama kot pojav znotraj jezikov ne more biti dovolj trden temelj za določanje tega, kaj je sklon znotraj jezikov in kaj ni sklon. Namreč sklon veliko bolj relevantno, na veliko bolj učinkovit način opredeljujejo slovnične značilnosti, se pravi to, kar izhaja recimo iz morfologije ali pa iz skladne sklona, kar bomo opazovali v nadaljevanju. In za sklon sam pravzaprav ni prav nič relevantno, na katere vrste osnov se lahko neko domnevno sklonilo aplicira. To za sam sklon ni pomembno, zato je distribucijski kriterij v svojem bistvu neučinkovit in bomo njegove rezultate v nadaljevanju iz naše analize izključili. Zdaj pa prehajamo na morfološki kriterij. Tukaj je stvar morda nekoliko bolj razgibana, tukaj se v naših domnevah dogajajo največji preobrati.
Izhajali bomo najprej iz univerzalnega načela, da je sklonilo tista pripona, ki ne more spremeniti besedne vrste osnove. Namreč, ko na neko osnovo domnevno sklonilo apliciramo, opazujemo, ali se bo torej novo nastali produkt, ali se mu bo spremenila besedna vrsta. Tukaj vidimo recimo, osnova mora biti besedne vrste Q in potem, ko dodamo neko pripono, ki naj bi bila sklonilo, mora ta besedna vrsta tudi ostati Q. To vidimo tudi recimo iz slovenščine. Ko osnovi stol dodajamo različna sklonila, vidimo, da je stol, pa tudi stola, da imamo še zmeraj opravka s samostalniško besedo. Torej, sklonilo A in sklonilo U nista spremenila besedne vrste osnov in sta zato lahko še vedno samostalniški besedi. No, stola je še zmeraj samostalniška beseda, sklonilo pa je zares sklonilo, ker ni spremenilo besedne vrste osnove. Tukaj uvajamo poseben test modificiranja s pridevniki, namreč iz vseh jezikov univerzalno velja, da lahko samostalniške besede modificiramo s pridevniki. To pomeni, da jim lahko dodajamo pridevnike, ki nekoliko bolj natančno opredeljujejo pomen samostalniške besede. To lahko počnemo samo s samostalniškimi besedami. In tukaj bo zelo zanimivo videti, ali lahko osnovo, ki je bila dodana neka pripona, še zmeraj modificiramo s pridevnikom. Potem, ko smo neki osnovi dodali domnevno sklonilo, bomo opazovali, ali lahko tej novi tvorbi še zmeraj dodajamo pridevnik in dobimo slovničen rezultat. Tukaj recimo imamo en primer. Tukaj imamo samostalniško besedo has, ki smo ji spremenili sklonsko obliko. Nastala je torej elativna sklonska oblika has bolj. In videli smo, da lahko tej sklonski obliki še zmeraj dodajamo pridevnik regi. To pomeni, da je to še vedno samostalniška beseda in da ta pripona ni spremenila besedne vrste osnove has. Kar pa seveda pomeni, da je potem pripona bolj zares tudi sklonilo. Zato je lahko elativ uvrščen v končni sestav sklonov z vidika morfologije. Naprej recimo podobno vidimo tudi v primeru formativa. Tukaj imamo samostalnik čoport VZT, ki ga potem pretvorimo v sklonsko obliko za sklon formativ in dobimo čoport VZT kent. In tej sklonski obliki lahko še zmeraj dodajamo pridevnik. Kar pomeni, da je ta tvorba tudi po dodatku tega sklonila še zmeraj ostala samostalniška beseda. Zato lahko pripono kent oziroma sklon formativ uvrščamo v končni nabor madžarskih sklonov. Primer, ko test ni uspel oziroma je dal negativen rezultat, pa je primer sklona formala. Tukaj smo na samostalniško osnovo pelda, torej primer, dodali pripono, ki realizira sklon formal in videli, da te tvorbe ne moremo več modificirati s pridevnikom. To nam jasno pokaže, da je ta pripona kepen spremenila besedno vrsto osnove pelda. Spravi, ta osnova je torej zdaj postala nekaj drugega in ne več samostalniška beseda, zato ker je ni mogoče več modificirati s pridevnikom. Na podlagi tega kriterija smo torej izločili poleg formala še distributiv, sociativ in pa temporal. Prehajamo naprej. V okviru morfološkega kriterija smo posebno pozornost usmerili na že prej omenjeni sklon formativ in na njegovo končnico kent. Namreč v madžarščini obstaja proces izpeljevanja pridevnikov iz samostalnikov s pripono i. Tukaj imamo recimo primer del je samostalnik, ki pomeni jug in tukaj dodamo lahko pripono i in dobimo pridevnik južen. In velja tudi univerzalno načelo, da je v neki morfološki strukturi sklonilo zmeraj tisti del besede, ki se nahaja na koncu besede. Torej, zmeraj zavzema zadnje mesto v morfološki strukturi in na tem zadnjem mestu sklonila nič ne more nadomestiti. V tem oziru je bil sklon formativ nekoliko sumljiv. Tukaj imamo recimo primer za sklonsko obliko za delativ. Vidimo, da smo samostalniško besedo Janoš dali v delativno sklonsko obliko Janoš Rol in ko smo potem poskusili tej novi tvorbi dodati še pripono i, smo dobili neslovničen rezultat. Zakaj? Zato, ker smo kršili načelo sklonila kot zadnjega dela morfološke strukture. V primeru formativa pa se to ni zgodilo in smo pravzaprav dejansko dobili slovnično obliko. Ko smo samostalnik drog spravili v formativno sklonsko obliko drog kent, smo lahko tej obliki dodali tudi to pripono, ki je potem iz te samostalniške besede izpeljala pridevnik.
To pomeni, da je bil rezultat slovničen, čeprav domnevno sklonilo Kent ni več na zadnjem mestu v morfološki strukturi. Načelo je očitno kršeno, rezultat pa je še vedno slovničen. Na podlagi tega sklepamo, da pripona Kent ni sklonilo in da formativ ni sklon. Zato ga iz naše analize na podlagi morfološkega kriterija v nadaljevanju izločamo. Izločili smo tudi sklona modal, esiv in modal, in sicer na podlagi načela, da sklonila ne smejo spreminjati besedne vrste osnove. Nekoliko bolj natančno pa bi se želeli posvetiti sklonu multiplikativu, ki ga realizirajo pripone sor, ser oziroma sr. Tukaj pravzaprav ponovno obujamo oziroma opozarjamo na načelo, da mora biti sklonilo nujno zadnji del morfološke strukture. Namreč vidimo, ko vzamemo števniško osnovo ët in ji dodamo potem domnevno sklonilo sr, dobimo pomen 5-krat. In če bi bilo sr zares sklonilo, potem ne bi bilo možno na to tvorbo ničesar več pripenjati, zato ker mora biti sklonilo vedno zadnji del morfološke strukture. Ampak slovnica nas tukaj ponovno preseneča in dodaja to pripono, ki izpeljuje pridevnik. In dobimo tvorbo ëcrš, kar pomeni 5-kratni. V primeru bi se tukaj to rabilo kot recimo ëcrš elnek, 5-kratni predsednik. Torej v tem primeru je to načelo ponovno kršeno, zato ker domnevno sklonilo tukaj ni na zadnjem mestu morfološke strukture. Sklon formativ mora biti tukaj torej izločen. Morfološki kriterij pred nas postavlja rezultat 17 sklonov. Obstaja pa še ena pomanjkljivost v zvezi z morfološkim kriterijem. Namreč iz jezikov nasplošno vemo, da niso samo sklonila tista, ki pri svoji pripojitvi na osnovo besedno vrsto ohranjajo, ampak so to tudi lahko razne pripone, ki zagotovo niso sklonila. Recimo iz angleščine tukaj lahko uvedemo nek preprost primer. Tukaj imamo osnovo account in potem ji dodamo pripono ant in dobimo produkt, ki je še zmeraj samostalniška beseda, čeprav ant ni sklonilo. To pomeni, da obstaja možnost, da smo na podlagi morfološkega kriterija v naš nabor sklonil po nesreči vključili tudi tiste pripone, ki sklonila zares niso. Zato, ker smo pri vključevanju v končni nabor sklonil upoštevali samo to načelo, da sklonila ne smejo spreminjati besedne vrste osnov. Zato moramo uvesti še zadnji kriterij, to pa je skladenjski kriterij. V zvezi s skladenjskim kriterijem se moramo vrniti nazaj na pojme sklonskih relacij. Sklonske relacije, kot smo povedali, se vzpostavljajo med glagoli in pa samostalniškimi besedami in vidno oziroma zaznavno znamenje za to, da je sklonska relacija zares vzpostavljena, je sprememba samostalniške oblike v neko sklonsko obliko. In za sklone je seveda ključnega pomena to, da so vpleteni v neko sklonsko relacijo. Zakaj bi znotraj neke slovnice govorili o sklonu, ki se v jeziku nikoli zares ne pojavlja, oziroma ki znotraj jezika ni nikoli vpleten v neko sklonsko relacijo? Za sklone, če so to res skloni, je to ključnega pomena. V okviru skladenjskega kriterija bomo torej opazovali, katere sklonske oblike se pojavljajo znotraj madžarskega jezika. Katere sklonske oblike so izpričane znotraj povedi v madžarščini in katere se znotraj povedi pojavljajo po zahtevi nekega glagola. Mogoče bo stvar bolj jasna s primerom. Tukaj vidimo madžarski primer, poved ako bato divatja mult bol divato šra alakitja. Imamo glagol alakitja, ki ob sebi očitno zahteva vsaj 3 samostalniške besede, ki pa morajo privzeti posebne sklonske oblike. Alakitja ob sebi zahteva samostalniško besedo v sklonski obliki za sublativ, ta ob sebi potem zahteva še obliko za elativ in pa še obliko za tožilnik. In to, da so te samostalniške besede privzele sklonske oblike, pomeni, da se je v razmerju med glagolom in vsako od teh samostalniških besed vzpostavila sklonska relacija. Ti 3 skloni so torej vpleteni v sklonske relacije znotraj madžarščine, zato so lahko zares uvedeni v končni nabor sklonov madžarskega jezika. Končni rezultat skladenjskega kriterija je bil 18 sklonov, kar je nekoliko zanimivo, glede na to, da smo iz morfološkega kriterija, če se spomnimo, izšli s 17 skloni. Torej, od nekod smo en sklon še dobili. In kateri sklon bi to lahko bil, če ne naš že znani formativ, ki se tukaj zopet obnaša nekoliko dvoumno.
Namreč na podlagi morfološkega kriterija smo formativ izločili iz našega izbora, ker se ni obnašal kot sklon oziroma ni razodeval značilnosti sklona. Ampak z vidika skladnje se tukaj očitno obnaša kot sklon. Zakaj? Zato, ker ga glagol alkalmas v svoji zvezi zahteva. Torej, tukaj imamo besedno zvezo, ki pomeni nekdo zaposli nekoga kot nekaj. Alkalmas zaposliti zahteva ob sebi samostalniško besedo kot nekaj. Ta valami je skrčena oblika za zaimek nekaj. To pomeni, da smo tukaj z vidika skladnje tudi sklon formativ utemeljili kot sklon. Kaj torej narediti s tem formativom, ki se obnaša zelo nekonsistentno in zelo dvoumno? Zato, ker se na področju morfologije ni obnašal kot sklon in ker se na področju skladnje obnaša kot sklon, ga moramo iz naše analize žal izločiti, zato ker je njegovo obnašanje nekonsistentno. Če bi namreč radi sestavili nabor madžarskih sklonov, ki so neoporečno madžarski skloni, potem mora biti njihovo obnašanje v vseh ravneh slovnice konsistentno, torej mora biti skloni tako z vidika morfologije, kot tudi z vidika skladnje. To pa formativ vsekakor ni bil, zato ga iz naše analize izločamo. Posebej se bomo posvečali torej še na koncu vprašanju rodilnika. Problem rodilnika je bil v literaturi vedno v tem, da je bil v raznih prevzetih skloniatovnih vzorcih obravnavan kot neke sorte različica dajalnika oziroma da sta bila dajalnik in rodilnik obravnavana kot en in isti sklon. In sicer zakaj? Zato, ker sta se oba na samostalniških besedah realizirala s pripono nak oziroma nek. Ampak na splošno iz slovnic jezikov vemo, da je funkcija rodilnika v primerjavi s funkcijo dajalnika nekaj drugačnega. Rodilnik je navadno v slovnicah jezikov zadolžen za izražanje funkcije svojine, medtem ko je dajalnik tisti, ki izraža vzpostavljeno relacijo neprimega predmeta. To relacijo na pomenski ravni največkrat vidimo takrat, ko nekomu nekaj dajemo, ko je nekdo prejemnik nečesa, takrat vemo, da gre za relacijo neprimega predmeta. Vemo torej, da sta funkciji rodilnika in dajalnika različni, ampak to moramo zdaj še dokazati na podlagi dejanskega slovničnega materiala, ki izhaja iz madžarščine. To bomo napravili s testom z vprašaljenjem. To je strokoven izraz za test, v okviru katerega zastavljamo vprašanja. V prvem vprašanju v točki A zastavljamo vprašanje, ki sprašuje po relaciji neprimega predmeta. Torej sprašuje po prejemniku, komu si dal knjigo, kinek ado da könvet. In tukaj potem odgovorimo na specifičen način, pištanak. Samo toliko za pojasnilo, pišta, iz katerega izhaja ta oblika, je madžarsko ime, ki se zelo pogosto pojavlja v raznih raziskavah znotraj teh lingvističnih primerov, zato sem ga vključil tudi sem. Torej, odgovorimo s to obliko. Potem pri vprašanju B sprašujemo po svojinski funkciji, torej kdo je lastnik te knjige, kinega könve, in tudi odgovorimo na specifičen način, torej pišta je. Potem je pa ključno je pa zadnje vprašanje, torej vprašanje C. Namreč tukaj, če pravimo, da sta dajalnik in rodilnik identična sklona, ki pravzaprav pomenita isto, bi morala tudi na isti način funkcionirati. Zato po tej predpostavki bi moralo biti možno, da lahko na vprašanje, ki sprašuje po svojinski funkciji, odgovorimo na isti način, na katerega smo odgovorili na vprašanje, ki sprašuje po funkciji relacije neprimega predmeta. Vidimo, da slovnica tega ne dopušča. Torej, ko smo poskušali na isti način odgovoriti na to vprašanje, ki sprašuje po relaciji neprimega predmeta, smo dobili neslovničen rezultat, ko smo z istim odgovorom poskušali odgovoriti na vprašanje, ki sprašuje po svojinski relaciji. Torej je funkcija, ki jo izraža rodilnik, nekaj unikatnega, nekaj svojstvenega v primerjavi s funkcijo, ki jo izraža dajalnik, in na podlagi tega lahko rodilnik obravnavamo kot poseben sklon, ki je lahko prav tako uvrščen v končni nabor madžarskih sklonov. Tako, prihajamo do končnega povzetka. Tukaj bomo še enkrat našteli vse korake, ki smo jih napravili znotraj naše analize. Kot povedano, smo začeli s 27 skloni, zato ker smo rodilnik prihranili za na koncu. Ko smo uvedli kriterij pogostosti uporabe oziroma kriterij produktivnosti, smo lahko na podlagi avtoritete Ferenca Kieferja izločili iterativ in pa lokativ. Torej imamo tukaj korak 27 minus 2.
S 25 skloni smo na to prešli v morfološki kriterij in na podlagi testa modificiranja s pridevnikom, če se spomnimo, izločili distributiv, sociativ, formal in pa temporal. Nadalje smo izločili še formativ, ki se ni obnašal morfološko kot sklon, in v zadnjem koraku še multiplikativ, modal in pa modal esiv. Torej 25 sklonov, od tega smo odšteli 4, 1 in 3 in prešli v skladenjski kriterij s 17 skloni. Skladenjski kriterij je potrdil pravzaprav vse sklone, s katerimi smo išli iz morfološkega kriterija, torej 17 minus nič, ampak je pa zaradi pravilnega skladenjskega obnašanja domnevnega sklona formativa sklon formativ potrdil in ga uvrstil nazaj v našo analizo. Torej smo z 18 skloni potem prešli naprej v naslednjo fazo in ugotavljali, da se rodilnik obnaša nekonsistentno. Zato smo ga iz naše analize ponovno izločili. In tukaj smo potem prešli na 17 sklonov, katerim smo dodali rodilnik, ki smo mu dokazali njegovo svojstvenost oziroma samostojnost. Prihajamo do končnega nabora naših sklonov. Madžarska slovnica torej razodeva končno število 18 sklonov. In to so skloni slovnice madžarskega jezika. Imamo 3 skladenjske sklone in potem podsistem prostorskih semantičnih sklonov, ki jih je 9. Tem dodajamo še 5 neprostorskih semantičnih sklonov in na zadnje medne uvrščamo še rodilnik. Končna vsota je torej 18. Ostajajo pa še nekatera odprta vprašanja. Namreč, recimo, če se ozremo nekoliko na samo naravo kriterijev, ki smo jih aplicirali, opazimo, da tukaj obstaja nekolikšno neravnovesje. Namreč videli smo, da kriterij produktivnosti in pa distribucijski kriterij nista prinašala tako relevantnih rezultatov. Rezultate distribucijskega kriterija smo celo v celoti izločili iz analize, torej nista bila tako učinkovita, kot sta bila recimo morfološki kriterij in pa skladenjski kriterij na drugi strani, ki sta dejansko izhajala iz splošnih slovničnih značilnosti, ki veljajo za sklon in sta zato prinašala veliko bolj učinkovite rezultate. Takšno ravnovesje 4 kriterijev, ki smo jih aplicirali, lahko mogoče nekoliko negativno vpliva na našo analizo. Naslednje vprašanje se seveda tiče naše pripone Kent oziroma sklona formativa. Ta nam je seveda stalno dajal neke nekonsistentne rezultate, ampak tukaj se lahko vprašamo, kako bi pravzaprav lahko Kent zares opredelili oziroma kako bi lahko formativ kot sklon zares opredelili. Po eni strani bi ga lahko izločili iz naše analize, kot smo tukaj napravili v tem primeru. Lahko bi pa tudi smatrali skladenjski kriterij za nekoliko bolj pomemben kot morfološki kriterij in bi ga na podlagi tega, torej sklon formativ, uvrstili v končni sistem madžarskih sklonov in pač dodali opombo, da gre za sklon, ki ima pač nekoliko atipične morfološke lastnosti. Torej, naša analiza tukaj predstavlja določeno prednost, saj smo v skladu s potekanjem te analize izrisali sklon na splošno kot pojav oziroma kot mehanizem, ki deluje znotraj slovnic jezikov. Izrisali smo tiste najbolj splošne značilnosti in zdaj poznamo sklon kot pojem, kot fenomen v jezikih z neke splošne perspektive. Druga stvar pa je še to, da smo v naši analizi za naše vodilo oziroma glavno orodje vzeli univerzalne značilnosti, ki veljajo v vseh jezikih. Te značilnosti veljajo povsod, so univerzalne in prav zaradi tega močne, zato ker jih vsi priznavajo in jih je izjemno težko ovreči. Zato tudi rezultati te analize trdno stojijo in kot smo videli tukaj v tej predstavitvi, je mogoče na podlagi splošnih načel, ki veljajo na splošno v slovnicah naravnih človeških jezikov, madžarski sistem sklonov dokaj solidno, dokaj natančno in zanesljivo zamejiti. Na tej točki se vam iskreno zahvaljujem za poslušanje in vas povabim še k zastavljanju vprašanj. Hvala lepa.